da čisto toliko, da za informacijo, ko si se že oglasil. Jaz sem prav vesela te moje odločitve, da sem te Tilen dala na prvo mesto. Mislim, da je to nekaj novega tudi za vse te naše pogovore o digitalnem svetu in da je prav, da smo si za to vzeli nekaj več časa. Zdaj bi pa jaz povabila naprej, pa mogoče mi preostali nevladniki skušamo biti v tem smislu sfokusirani, da prodamo najboljšo idejo nevladnega sektorja, da zanimiramo sodelovanje z šolami, da vas šole kdaj povabijo tudi konkretno na v njihov svet. Gaja, izvoli, beseda je tvoja. Hvala, Simona. Zdaj, jaz mislim, da vidite ekran, ki ga delim. Je res, odlično. Torej, kakor vidite iz te letnice spodaj, bo Računalniški muzej naslednje leto praznoval 20 let, kar pomeni, da smo s svojimi dejavnostmi začeli še v tistih dobrih starih časih, ko smo na internet hodili v cyberkafeje, v kiberkavarne. Ena izmed teh je bila Kiberpipa v Ljubljani, ki je delovala tudi kot prostor neformalnega izobraževanja, izmenjave idej, deljenja znanja, ustvarjanja novega računalniškega znanja in del tega poslanstva, recimo, da se Računalniški muzej ne more otresti niti v tem, kar delamo danes. Naše poslanstvo je sestavljeno iz več stebrov. En je gotovo ohranjanje digitalne dediščine in njena predstavitev pa seveda s tem povezano izobraževanje, kjer mostimo pravzaprav celoten razpon debat od zgodovinskih do teh v tem, kaj nas vse še čaka. Naš glavni fokus, kar se tiče zbirke, je seveda na slovenski zgodovini računalništva in tistem, kar je zelo vplivalo na Slovenijo, ampak delujemo načeloma v mednarodnem okviru in ko govorimo o nekih tehnologijah prihodnosti, se zavedamo, da živimo v močno globaliziranem svetu in nas zanima marsikaj, kar ni samo na domačem zelniku zraslo. Mi smo sicer nevladna organizacija, ampak delujemo v skladu z najvišjimi mednarodnimi muzejskimi standardi, produciramo, kot že omenjeno, veliko razstavnih vsebin, se pa ukvarjamo z izobraževanjem, strokovnim delom, mednarodnimi sodelovanji. In pa seveda z enim zelo pomembnim delom, to je zbiranjem ustne zgodovine. Namreč ta nam marsikdaj osvetli, kako je vsa ta digitalna tehnologija dejansko vplivala na nas, na ljudi, na posameznike in kako smo dojemali njen razvoj. V naši hiši se skriva ena široka pahljača digitalnih kompetenc, ki nam med drugim omogoča, da oživljamo najstarejše primerke strojne opreme, da restavriramo stare, napol izgubljene kose programske opreme in to svoje znanje seveda tudi zelo z veseljem delimo z drugimi, predvsem pa nas je vse skupaj z vsemi temi specialističnimi znanji potegnila ravno želja do nekega vseživljenjskega učenja, tako da je naš pristop do tega, kar počnete vi, pedagogi, vsak dan, torej do razvoja človeškega potenciala, zelo goreč. Ker imamo to odlično priložnost mešanja starega in novega, je muzej tudi en fin prostor medgeneracijskih sinergij, in sicer ne samo na papirju, pač pa velikokrat vidimo v praksi, da smo prostor, kjer se različne generacije enako udobno počutijo, ene zaradi čudenja nad tem, kako so bile stvari včasih, ene pa zato, ker se lahko po dolgem času mogoče izpostavijo kot boljši poznavalci digitalne tehnologije, kljub starosti, kljub temu stereotipu, da starejši ljudje digitalni tehnologiji težko sledijo. Ko pridejo v muzej, se
to razmerje moči pogostokrat obrne. Locirani smo v čudoviti spomeniško zaščiteni stavbi v Ljubljani. Sicer ni spomeniško zaščitena, tako kot bi si človek predstavljal, nek grad, gre za funkcionalistično arhitekturo v 3 etažah, od katerih je za osebe z gibalnimi oviranostmi pogojno dostopna pravzaprav samo 1 etaža, v kateri hranimo našo zgodovinsko zbirko in za katero se v glavnem fokusirajo vodeni ogledi za šole ravno iz tega razloga. Kot sem že omenila, smo tudi prostor izmenjave idej in izobraževanj. Mesečno pri nas potekajo, oziroma bom rekla tedensko potekajo mesečna srečanja različnih tehnoloških skupnosti, ki so en tak super format konstantnega dopolnjevanja lastnega znanja. Gostimo predavanja, konference, skratka zelo skrbimo za nek pretok informacij in pa seveda se ukvarjamo tudi z digitalnim opismenjevanjem. In tukaj sem, Simona, prav zate zbrskala fotografijo prve opreme naše digitalne učilnice, ki nam je bila podarjena leta 2019 strani Društva Duh časa, za katero smo še vedno večno hvaležni, ker nam je omogočila tiste prve izobraževalne dejavnosti takrat še v okviru tedna programiranja, Evropskega tedna programiranja za najmlajše. S šolami sodelujemo v bistvu kot neko podporno okolje, k nam prihajajo na vodene oglede, muzejske delavnice, pri nas se opravljajo dijaške prakse, sodelujemo pa tudi v študentskih raziskovalnih projektih ali kot mentori pri določenih predmetih. Pa seveda se ukvarjamo z nadaljnjim izobraževanjem odraslih, tako da imamo tudi dosti stika z učitelji, ki prihajajo po dodatne digitalne kompetence, tako tisti, ki to delajo znotraj nekega slovenskega KT sistema, kot mednarodnimi učitelji na kakšnih Erasmus programih. Tukaj smo dostikrat soočeni pravzaprav tudi z nekim strahom pred tehnologijo, ki pa mislim, da ga zaenkrat še kar uspešno prebijamo, ker radi kombiniramo taka zelo elementarna praktična znanja z nekim širšim družbenim pogledom in upam, da nam bo na ta način uspel sprožiti marsikatero zanimivo debato, vsaj do zdaj se je izkazalo, da je to tako. Ker pa znanje mora prehajati tudi izven same stavbe računalniškega muzeja, smo nekaj naših izobraževalnih programov postavili tudi na splet, recimo v obliki videa, so bili najpogostejše predstavljeni, pa seveda iz raziskave in pravzaprav to neko vedenje o sami zgodovini računalništva, ki ga producira naš raziskovalni oddelek, dajemo na vpogled splošni javnosti v obliki nekih malo bolj poglobljenih evidenc o tem, kaj se je pravzaprav na slovenskih tleh dogajalo. Seveda mi ne bi bili mi, če ne bi tudi en drugega konstantno učili novih veščin. Tukaj nam zelo prav pride en tak kotiček za ustvarjanje, bodisi s 3D printerjem ali CNC mašino. Človek se kar ne more načuditi, koliko majhnih popravkov mora sproducirati en takle muzej in mislim, da tale fotografija, vsaj vse nas, ki smo vpleteni v muzej, spominja na to, da se bolj ali manj vsak teden naučimo nekaj popolnoma novega in to tudi v smislu digitalnega produciranja raznovrstnih tehnologij uvedemo v naše predstavitvene tehnike. Hranimo pa tudi specialistično knjižnico, sestavljeno večinoma iz literature o tem, kako smo se učili uporabljati digitalno tehnologijo včasih, pa periodike računalniških revij, ki so izhajale na slovenskih tleh, ki so odličen vpogled v to, kako smo sprejemali to digitalno tehnologijo, ko je postajala del našega vsakdana. Smo nevladna organizacija v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe, smo tudi ambasadorji UNESCO Software Heritage fundacije, torej se ukvarjamo zelo veliko z ohranjanjem računalniškega programa, težje ohranljivega dela digitalne zgodovine, smo člani mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo,
del skupnosti Evropskih računalniških muzejev in tako naprej. Pred kratkim pa smo bili tudi del šolanja sami, torej smo se vključili v digitalni inkubator za muzeje, tako da imamo recentno zelo dobro izkušnjo iz predvsej digitalno podprtega, vendarle kombiniranega učenja na področju organizacijskega razvoja našega lastnega muzeja in z veseljem delimo informacije o tem tudi z vami. Zdaj pa, da jaz ne bom predolga, bom rekla samo še vabljeni, naša vrata so vam vedno odprta, če se pa prej najavite z večjo skupino, pa še toliko bolj. Najlepša hvala, Gaja, za tole kratko predstavitev muzeja. To je nekaj res zanimivega, težko greš iz takega muzeja z mislijo, da si videl vse, vsaj po mojem